zadnjem mesecu smo se dejansko srečali s pojavom garij med zaprtimi osebami, tako da se je to reševalo že od samega začetka po navodilih zdravnika oziroma navodilih, zdravnika, ki jih je usmerjal tudi NIJZ. Že od začetka so bile osebe, moram reči, da je bilo do sedaj 5 okuženih, postavljenih v izolacijo. Torej te sobe, v katerih so se nahajali, so bile pod posebnem tretmaju in tudi vsi stanovalci, kateri so bili v tej sobi, so preventivno prijeli potrebne medikamente in se je tudi bili v tej tako zvani zdravstveni izolaciji. Danes, na današnji dan, imamo še enega okuženega v eni sobi, se pravi, je ta in še njegov sostanovalec, ki se tudi preventivno na podoben način zdravi. Po naših izkušnjah, kakor je sedaj potekalo, bi lahko v roku dneva ali 2 tudi te 2 nekako zaključila s tem. Torej 7 oseb je vse skupaj? Vse skupaj jih je bilo 5 okuženih, nekje 33 pa jih je bilo vseh, ki so bili deležni potem te karantene v teh sobah, kjer so pač prebivali. Šlo je, mislim, da za 6 takih sob prostorov. Tudi v teh pogojih zdravstvenih, ko so se pojavile garje, zadeva ni bila toliko komplicirana, ker so dejansko bili deležni samo ti zaprti, kjer so se nahajali v teh sobah, ki so bili potem seveda ločeni ta čas od ostalih. In še najbolj so seveda ravno trpeli, da tako rečem, ravno ti, ki so bili obsojenci oziroma zaprte osebe, ki so bili ta čas zaprti. Bili smo torej obveščeni o pojavu primerov garje v zaporu. Tesno sodelujemo z lokalno zdravstveno službo. Trenutno je potrjenih 5 primerov garje, in te osebe se ustrezno zdravijo v skladu s priporočili lokalne zdravstvene službe. Garje niso nevarne, gre za kožno nalezljivo bolezen, ki jo povzroča majhna pršica, ki se imenuje srbec. In v bistvu znaki bolezni, ki se pojavijo, so posledica reakcije našega imunskega sistema na pršico in na njene izločke. Garje se širijo z tesnimi, dalj časa trajajočimi kontakti. Torej mora biti stik koža na kožo, to pomeni spanje v isti postelji in spolni odnosi z okuženo osebo. Garje se prenašajo, uspešno se prenašajo v kolektivih, kjer je večja gostota ljudi. Torej to pomeni v družinah, pa tudi v različnih kolektivih, recimo v domovih starejših občanov, v socialno-varstvenih zavodih, pa tudi vrtcih, šolah in tako dalje. Pa verjetno je potem treba ta prostor sprazniti, očistiti ali kako? Če posumimo na znake bolezni, je treba kontaktirati svojega izbranega osebnega zdravnika. On potem izvede ustrezno diagnostiko, predpiše ustrezno zdravljenje. To je lokalno zdravljenje, torej v obliki mazil. Če gre za imunsko oslabljenega bolnika, torej recimo starejše osebe ali pa kakšni bolniki z imunskimi pomanjkljivostmi, pri njih lahko garje potekajo v težji obliki. To pomeni, da se v bistvu v krastah nahaja veliko število pršic in tudi veliko število jajčec. Puščajo garje kakšne posledice na človeku, ki zboli za njim? Ko so uspešno pozdravljene, ne puščajo posledic. Niti brezgotivna koža nič? Če so uspešno zdravljene, ne bi puščale posledic. Ko zdravimo bolnika, je pomembno, da istočasno zdravimo tudi njegove tesne kontakte, torej ali so to družinski člani ali ostali tesni kontakti, in s tem ravno preprečimo, da bi se okužba ponovila.